Prejšnji teden smo bili skupaj v šopingu za živila, ki izboljšajo imunski sistem, no danes greste pa z nama v kuhno, da pripravimo nekaj obrokov iz njih. V tem videoposnetku bova na vašo željo pripravila nekaj obrokov, ki so pri nama kar naprej na krožniku. Že spet nazaj na kanalu Moj laboratorij. Videla sva Bija in Aleš, zdravstvena delavca, ki vam na tem kanalu govoriva o tem, kako si lahko sami pomagate pri krepitvi zdravja s prehrano. Govoriva pa tudi o drugih zdravstvenih temah, kot so na primer zdrave ščitnice, alergije, hormoni, razne intolerance, pa tudi kaj drugega. V prejšnjem videoposnetku sva vam povedala, kaj točno naj vsebuje vaš nakupovalni seznam, da si boste čim bolj okrepili imunski sistem v tem obdobju, ki ga res rabimo. No, ker pa naj večkrat vprašate tudi, kako si hrano pripravlja in ne samo kaj jeva, vam bova danes pokazala, kako izgleda najin tipičen dan z vidika obrokov. S tajnim seznamom sva odšla po nakupih in si naredila nekaj zaloge zdravih živil. Zdaj pa bova iz njih pripravila nekih obrokov. Midva običajno ne jeva zajtrkov, za tisti, ki redno spremljate najin kanal, že veste zakaj. Oba sva vstala ob 8 zjutraj, Aleš je pojedel zajtrk, jaz sem pa samo spila kavo. To zdaj pomeni, da Aleš za energijo porablja ta svoj zajtrk, jaz pa svoje lastne zaloge špehca. Kaj češ lepšega? Če ne veste, si pogledajte video o intermittent fastingu. Zdaj, če pa že jeva zajtrk, je pa ta običajno sestavljen iz naslednjih stvari. Včasih je veljalo, da so najbolj zdrav zajtrk misli in pa pomarančni sok. Če pa malo bolj pogledamo, kaj vse vsebujejo misli, sploh če jih damo še v sadni jogurt, pa potem res pijemo še tisti sok, potem hitro vidimo, da to sploh ni zdrav obrok. Namreč velika večina kosmičev, mislijev, granol in pa sadnih jogurtov in sokov vsebuje čist preveč sladkorja. To ni dober začetek dneva, sploh pa ne za trebušno slino, ki mora že zjutraj proizvesti res veliko inzulina, da uravnata nenaden skok sladkorja v krvi. Kaj boš ti danes za zajtrk? Kavo. Zdaj, da bi se vsem tem skokom uprli, zaradi tega, ker lahko na dolgi rok vodijo v diabetes tipa 2, si za zajtrk raje pripravite nekaj brez ali pa z čim manj sladkorja. In zato so idealna jajca. Jajca imajo v bistvu res visoko biološko vrednost, zato ker naš organizem lahko maksimalno izkoristi beljakovine, ki so v njih, za izgradnjo v bistvu lastnih beljakovin. Zadostna količina beljakovin v prehrani nam pa pomaga tudi pri izgubi telesne teže, lahko poveča tudi količino mišične mase, zniža krvni pritisk, optimizira pa tudi zdravje v bistvu naših kosti. No, zaradi vsebnosti beljakovin pa ta jajca omogoča tudi daljši občutek sitosti, zato so v bistvu odlična izbira za zajtrk. Če pa jim daste zraven še gobe, si pa obrok napolnite tudi z vlakninami in pa beta-glukanom, ki je v bistvu super za odpornost. A ni hecno, kako so nas v 80-ih učili, da so kosmiči zdravi, pa da so jajca nezdrava zaradi holesterola? No, za vse tiste, ki jih jajce skrbijo zaradi holesterola, pa tole. Eno samo jajce vsebuje približno 200 mg holesterola. Morate pa vedeti, da z vnosom holesterola iz živil v veliki večini ne tvegamo povišanja holesterola v krvi. Naša jetra namreč čist sama, se pravi endogeno, proizvajajo holesterol vsak dan. Ko uživamo več jajc, jetra ta dodaten vnos holesterola iz hrane preprosto pač kompenzirajo tako, da takrat zmanjšajo proizvodnjo lastnega holesterola. Zato res ni pretiranih skrbi, da bi jajca vam dodatno dvignila holesterol, sploh če ste sicer zdravi. Če pa imate vseeno za zajtrk rajš jogurt in pa kosmiče, predlagava, da si v grški jogurt date čija semena, ki bodo pomagala tudi pri prebavi, in pa recimo ovsene kosmiče. No, če imate pa raj sadni jogurt, pa dodajte še kakšno pest malin ali pa borovnic. O tem, koliko obrokov na dan je treba pojesti, sva že govorila. Nekateri strokovnjaki zagovarjajo čim več manjših, drugi pa pravijo, da sta dovolj tudi sam 2. Evo najčas tipična malca, jaz imam ribe, oreščke pa kruh semeni. No, za vse tiste, ki imate pa radi več manjših obrokov, je super zdrava malca tudi sadno-zelenjavni smuti. In na seznamu živil, ki sva ga predstavila zadnjič, se pravi za krepitev imunskega sistema, imamo kar nekaj stvari za ta naš smuti. Naprimer jabolka, korenje, špinača, maline in pa rdeča pesa. Rdeča pesa vsebuje vitamine B, pa železo, mangan, baker, magnezij, kalij. Dober vpliv rdeče pese na ožilje pa se pozna tudi na možganih,
ki zaradi bolje delujočega krvnega obtoka tudi zmogljivejše delujejo. No, to je še posebej pomembno, ko se staramo, se takrat delovanje našega ožilja naravno poslabša. Takrat bi se morali torej prav posebej potruditi, da je pesa redno na naših krožnikih. Pesa lahko jeste vloženo, lahko jo svežo naribate v solato, ker pa pese ne mara vsak, jo lahko tudi zakamuflirate med sadje. Jaz to naredim tako, da v blender vržem pest malin, pol olupljenega jabolka, pa eno pest rdeče pese, ki sem jo prej splaknila pod vodo. No, pa dodam še malo vode in evo, en super smuti za malco. En tak smuti čist brez slabe vesti podtaknete tudi otrokom, sploh če ne marajo rdeče pese, zato ker res ne bodo niti opazili, da je noter. No, lahko pa to malco še obogatite s kakšnimi oreščki ali pa ovsenimi kosmiči, pa mogoče kakšnimi čija semeni. Čas za kosilo. No, še preden pa se lotva kuhanja, pa en disclaimer. Midva nimava nobene formalne izobrazbe na področju kuhanja. Jaz sicer že zadnjih 20 let vsak dan packam po kuhinji, ko pripravljam obroke zase in za svojo družino. Aleš pa, no, odkar sem ga naučila kuhati. Je pa res, da tudi boljš kuhati, odkar si šla na to zdravstveno šolo narediti, ne? Pa bolj zdravo. Skratka, midva ne prava, da so strokovnjaka na tem področju, da kdo mislil, da mu skačeva v zelje. Sam zelje pa zdravo. Ne, vsem pa bova pokazala nekaj najnih tipičnih obrokov. In ker imamo midva zajtrk oziroma pač to najno malco, zaradi prekinitvenega posta šele okrog 12, bo kosilo ob 4 tako bolj lahko, zato ker tudi nisva neki ful lačna. Običajno naše najna kosila temeljijo na zelenjavi in pa na solati, vedno pa vključva tudi kakšne zdrave beljakovine. Recimo tofu. Tofu ima res veliko beljakovin, lahko pa ga pripravite čist po svoje. Ker je načeloma brez posebnega okusa, ga midva rada običajno začinimo s čilijem ali pa s kakšno sojino omako, kajenskim poprom ali pa kaj takega. No, začinjen tofu potem popečeva in pa trakce nareževa na solato. Če vam pa ni za tofu, lahko isto naredite s piščancem. Za kosilo imamo običajno variacije na isto temo. Solata, zdrave maščobe in pa beljakovine. No, ker imava pa tudi zelo rada avokado, je večkrat tudi ta na solati. Meni pa je avokado še posebej všeč tako malo z grškim jogurtom, pa limonco, no, morajo biti pa gor tudi kakšni oreščki za hrustljavost. En čisto simpel način, kako pojesti več avokada, je tudi, da si pripravite guacamole. Zato rabite en zrel avokado, malo limonce, češnjev paradižnik, malo čebulce pa čili. Vse to zmešate, skupaj pretlačite, pa imate eno super idejo za to, da se podružite, pa zraven pojeste tudi nekaj zdravega. Pa to, kar zadnji ropota, to se bija brije za to družbo, ki pa pride na ta avokado. Midva sva letos na konc poletja sprejela eno tako zaobljubo. In sicer, da bova pojedla več rib. Mi radi jemo ribe. In tudi pojemo veliko rib. Ampak ne vem, a je to dovolj rib? Evo, zdaj je november že in tega se še vedno drživa, kar je super. Ribe imava tako na krožniku večkrat na teden, pa naj bo to moja malca, hiter kosilo ali pa ena urna večerja. Današnji obrok sva uspela zapakirati 4 stvari s seznama. Rekla sva ribe, zraven bo tudi česen, olivno olje, zelenolistnata zelenjava. Vedno pa prav pride, da tudi malo pospraviš hladilnik, tako da bova danes vse ostanke od zelenjave, ki imava, dala zraven. Da mogoče pojasnava, kaj midva danes jeva tukaj. Na krožniku imava soško postrv, tako da ne boste rekli, da jeva samo lososa, recimo, ki se ga pa nas ne dobi. Pa kot zanimivost, v bistvu postrvi imajo po beljakovinah isto strukturo kakor losos, kar pomeni za nekoga, ki je alergičen na lososa, da mu najbrž tudi postrv ne bo odgovarjala. Jesti je treba vedno tudi z očmi, tako da midva se vedno potrudila. Ne samo, da je bilo to kosilo zelo okusno in zdravo. Tak beljakovinski obrok ima v bistvu še eno pozitivno lastnost in to je, da ti da energijo. Po njem nisi zmatran, tako kot bi bil zmatran po hidratih, po eni gori špagetov recimo. Se pravi, zdaj ne šla tjale? Ne, zdaj bom šla na sprehod. Se pravi, tja. Evo, po zdravem kosilu pa še zdrav sprehod. Če imate navado imeti bolj lahka kosila, potem si lahko privoščite močnejšo večerjo. Če pa ne, si pa tak obrok lahko pripravite tudi za kosilo. Danes pa bom imela lososa.
Losos ima vse te maščobne kisline omega-3, ki preprečujejo bolezni srca in pa zmanjšujejo holesterol. Ima tudi beljakovine, vitamine A, D, kalij, železo in pa tudi selen. Pozitivno naj bi losos vplival tudi na splošno počutje in deloval proti depresiji in pa potrtosti. Uživamo ga lahko surovega, kuhanega, poširanega, kajenega, po mnenju večine pa najboljši na žaru. Mi da večinoma losos spečeva na žaru. Ker pa imava žart na morju, pa ne doma, ga počasi tudi spoširava. In sicer to čisto enostavno naredite tako, da date lososa v vino, date zraven malo olivenega olja, pa kis, potaknite za 20 minut, pa pozabite. Losos je na ta način res zelo dobrega okusa, pa še lahko počaka nekaj dni v hladilniku. Kaj pa priloge k kosilu in večerji? Če ste videli do zdaj najine krožnike, potem ste videli, da so pri nama priloge res redko na krožniku, sploh tiste v obliki ogljikovih hidratov. No, razen pri tamali, ki ima furada makarone. Ja, zdaj pa, če že pripravljajo priloge, je pa ta skoraj vedno nek twist klasične jedi. Zakaj ima Bia alergijo na krompir in pa na primer pire pripravlja iz zelenjave. Brokoli vsebuje ogromno zdravilnih učinkovin in pa močnih fitokemikalij. Zaščiti pred poškodbo celic, vpliva na znižanje holesterola, pomaga pa tudi pri težavah s sladkorno boleznijo. Morate pa vedeti, da imajo vrhovi brokolija precej več hranil v primerjavi s steblom, imajo tudi več glukozinolatov in pa približno še enkrat toliko antioksidantov polifenolov. Vseeno pa stebla brokolija ne završite, ker boste na ta način v bistvu pol brokolija vrgli stran. Mogoče ga lahko razsekate, pripravite na sopari ali pa malo podušite v voku, recimo zmešate v kakšen riž. No, midva pa iz brokolija rada pripravlja brokolijev pire. Še ena najljubših prilog pa je zelenjava. Za zelenjavo ne morate pretiravati, kar je super za vse tiste, ki imate res radi poln krožnik hrane pred sabo. Kuhana, pečena, soparjena ali pa dušena, v vsakem primeru bo zelenjava dobro vplivala na zdravje. Pazite samo, da ne jedli tiste zelenjave, ki recimo ni združljiva z vašim zdravstvenim stanjem ali pa vam povzroča kakšne prebavne težave. Kako si zdaj pametno kuhana, pečena, dušena, včasih je znal pa samo vodo vršiti. Ja, pa smo jo pa jedli šefa. Dobro je, da se pri večerji držite pravila manj je več, ali pa si pač večerjo prilagodite glede na preostale obroke, ki ste jih že pojedali v dnevu. No, preobilna večerja namreč lahko škoduje spancu, kaj pa je najbolje jesti za dober spanc, sva pa tudi že povedala v enem izmed videoposnetkov. No, ko sem pa objavila video o tem, katera živila so dobra v boju proti koroni in pa katera živila so dobra za imunski sistem, nam je kar nekaj ljudi komentirali, da so to živila, ki jih imajo tudi sicer doma. Kar je super. Pa tudi midva opažava, da je najboljše jedi nastane takrat, kadar je hladilnik že bolj prazen, imamo pa na voljo samo ostanke. Za ostanko nedeljskega kosila pa pač obvezne goveje juhe bomo pripravili eno večerico in sicer s čim več živili seznama. Originalno se v bistvu ta jed imenuje vitelo tonato, se pravi teletine v tuni. Jaz sem pa cufal malo mesa iz juhe, zraven sem dal malo kislih kumar, kapr, malo peteršilja bomo noter posul, grški jogurt je noter in v bistvu je nastal en tak super namaz za popečen kruh ali pa kar tako, lahko ga ješ kar direkt iz sklede. Vitelo tonato, mečken sirčka, še malo semen, grški jogurt, avokado, pa olivno olje. Dajte se doma malo poigrati z vašimi ostanki, pa nam v komentar spodaj zapišite, če vam je uspel pripraviti kaj zanimivega. A ste sicer bolj za sladke ali za slane večerje? Še ena večerja, ki je pri nas pogosto na krožniku, so beljakovinski vafli iz mandljeve moke z grškim jogurtom. To je res ena izmed najbolj simpel večerji. En jajc, mandljeva moka, žlička proteinskega praška, malo mandljevega mleka, pa vržeš v pekač za vafle. In čez 8 minut imaš že super večerjo. Evo, kot vidite, jaz si dam gor malo skira za beljakovine, Bia si da pa zraven gor malo malinove marmelade, ampak danes si bom malo vzel. Pokazala sva vam nekaj najnih tipičnih obrokov iz živil, ki ugodno vplivajo na imunski sistem, seveda je pa neskončno mnogo kombinacij, ki jih lahko pripravite. Pa živila si lepo zložite na krožnik. Vse veste, jemo tudi z očmi. Za obrok si vzemite čas. Če pa jeste v krogu družine, bodo pa taki zdravi obroki dobro vplivali tudi na psihično, ne samo na fizično zdravje. Če bi bil ta video všeč, nama stisnite like, naslednjič bova pa res govorila tudi o hormonih. Midva se zato vračava nazaj v laboratorij, se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Zdaj moraš povedati, ni slabo, dobro pa tudi. Ne, ampak ta je pa ful dober.